Okay. Spoštovani udeleženci, spoštovani predavatelji, lepo pozdravljeni na današnjem že tretjem virtualnem srečanju v seriji petih. Dogodek smo pripravili skupno s Helday.si, skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije in Central European Initiative. Tudi tokrat si zastavljamo vprašanje, kako inovativni pristopi, tudi digitalni, odgovarjajo na izzive v času pandemije in ne nazadnje, če si dovolimo posplošiti, tudi izboljšujejo naš sistem. Današnjo razpravo bo odprla dr. Zdenka Čebašek Travnik, nadaljeval pa jo bo dr. Anže Mihelič, ki prihaja iz ortopedske bolnišnice Valdoltra, ter nam bo predstavil varnostni protokol v bolnišnici v času covida. Tudi tokrat spletni seminar povezuje Mojca Cviran, razpravo s še ostalimi gosti pa bo poleg dr. Miheliča vodil moj sodelavec dr. Gregor Cuzak. Zaključili bomo v 40 minutah in zato, da bi bila razprava zanimiva, ter bi odgovorili na čim več vaših vprašanj, komentarje pustite v klepetalnici. V času za razpravo vas bomo pozvali, da vprašanje zastavite v živo. Dr. Zdenka Čebašek Travnik, z veseljem vas vabim k pozdravni besedi. Gospa Zdenka, prosim, unmutajte se. Pozdravljeni. Za vse udeležence današnjega srečanja, ki so zdravniki oziroma člani Zdravniške zbornice, je najbrž pomembna novica, kako je bilo z volitvami. Včeraj so v volilni komisiji prešteli glasove in v drugi krog sta se uvrstili moji konkurentki, profesor dr. Bojana Beović in Tanja Petković. Vendar, dokler drugi krog ni končan, jaz ostajam na položaju predsednice in kot taka tudi sodelujem s Helday.si, ki je nekako eden od mojih dosežkov v tem mandatu in tako kot mi je rekel sin, ko sem mu sporočila novico, je rekel, next chapter then, change is good. Tako da, ja, Helday, če boste potrebovali moje znanje, izkušnje, dobrodošli v sodelovanju po koncu mandata. Zdaj vidim, da smo vsi padli v neko zoomomanijo, jaz sploh ne utegnem več vmes kaj narediti, ker se kar preklapljam z enega zooma na drugega, ampak tudi to bomo počasi spravili v neke normalne okvirje. Za člane naše zbornice je to sodelovanje s Helday.si sila pomembno ali pa pomembno celo vsak dan bolj. Kaj to pomeni? Tukaj dobimo, bom rekla, v strnjeni obliki informacije iz tistih področij telemedicine, ki so nam drugače zelo razpršeno dostopna. Tu imamo priložnost, da v teh 40 minutah dobimo največ. In posebej sem vesela, da danes sodeluje z nami bolnišnica Valdoltra, ortopedi, tudi moj soprog je ortoped, in prav zanima me, kako ste se tam lotili tega problema. Vse ostale lepo pozdravljam in če bo vmes kakšno vprašanje, tudi zame bom odgovorila. Hvala. Mojca, unmute, prosim. Dr. Čebašek Travnikova je naredila tako lep uvod dr. Miheliču, da prosim, vas kar vabim k besedi in vaši predstavitvi. Hvala lepa. Bom prikazal mojo predstavitev. Moje ime je Anže Mihelič, prihajam iz ortopedske bolnišnice Valdoltra in se poleg ortopedije, ki je moja glavna ljubezen, ukvarjam tudi z vsemi ukrepi omejitvami koronavirusa, ker sem tudi zdravnik za obvladovanje bolniških okužb v naši ustanovi. Skratka, kot vsi vemo, koronavirus je napadel celotni svet, vsi se borimo proti temu virusu in si želimo, da bi se čim prej vrnili v stare tirnice. Tole je naša bolnica, nahaja se blizu Ankarana, ob morju idilično, kot lahko vidite, jo sestavlja več starih stavb, starih že več kot 110 let. Te stavbe so energetsko potratne, ampak sedaj, ko se borimo proti koronavirusu, so pa izjemno učinkovite
ker lahko ločimo bolnice na manjše organizacijske enote, ki se med seboj ne prekrivajo. Mi izhajamo iz dveh stališč, se pravi, glavna stvar je zmanjšati dejavnike tveganja, tako na strani bolnikov kot osebja, da ne bi prišlo do prenosa med nami, med pacienti oziroma do vdora v bolnico. Kaj lahko naredimo? Najprej moramo vedeti, katera so tveganja in jih seveda ustrezno zmanjšati. Pri bolnikih prva stvar, ali so asimptomatski prenašalci ali ne, potem pa seveda pri vsak bolnik je tveganje po svoje, ker ne veš, kako se obnaša doma, ali bo masko nosil, ne upošteval naša navodila. Pri navodilih se veste, kako je. Imamo ukrepe, znani so, zdaj pa, če se jih ljudje ne držijo, ne bojo učinkoviti. To se lahko dogaja tako pri bolnikih, kot pri osebju. Tveganja pri osebju ponovno, asimptomatski prenašalci in glavna stvar, vsa neformalna druženja v bolnici so veliko tveganje. Tudi po naših izkušnjah, veliko večja nevarnost za prenos je med kolektivom ob neformalni kavici kot iz pacienta na samega bolnika. Zelo bi tukaj poudaril, da je pomembno, da se o virusu pogovarjati. Tudi med zdravstvenim osebjem so teorije zarote in predvsem razlagati, tukaj imam jaz veliko dela, zakaj smo določen ukrep sprejeli, da ga ljudje nekako ponotranijo, razumijo in potem ga tudi lažje spoštujejo. Glavna dilema, ki jo imamo danes vsi, od gospodarstva, zdravstva, vseh sektorjev, kaj narediti. Po eni strani maksimalna varnost, po drugi strani pa, da še vedno dejavnost poteka dalje. V Valdoltri smo rekli, da zmanjšamo število stikov med ljudmi, kjerkoli se da, in seveda povečamo varnostne ukrepe. Prva stvar, ki smo naredili takoj mi in ostale bolnice, seveda, zmanjša število pregledov, operacij, kjer se da, so konzultacije telefonsko, spremljaš porabo materijala in ločiš ekipe. Mi na srečo nismo tako urgentna bolnica, kot recimo klinični center, da neke hujše urgence, se pravi, da bi prišli poškodovanci iz ceste direktno na urgenco, na srečo ni. Zato si lahko privoščimo rezervne ekipe, predvsem pa imamo zaradi same logistike možnost ločevanja po conah. Že tukaj bi poudaril, izobraževanje zaposlenih je izjemno pomembno. To je recimo en primer, mi smo preigrali vse scenarije, kaj se lahko zgodi vdor v bolnico na oddelku, v ambulanti, pri operaciji in naredili take algoritme. To je predvsem za naše zdravstvene delavce, ki se z korono ne ukvarjajo vsak dan in jim ni vse tako samoumevno, da v bistvu te algoritmi njim ponujajo neko varnost, da vejo, kako ukrepati, če se zgodi tak in tak primer. Zmanjševanje stikov med zaposlenimi, mi smo takoj, kdor je le lahko začel delati od doma. Se pravi, vsa administracija, vsa uprava, sestanke smo ukinili. Vse poteka samo še prek Zoom konferenc, ker si na srečo lahko privoščimo, smo zaprli menzo in ločeno hrano ustavljamo na oddelke. Tako da res tega mešanja med kadrom ni kofetkanja in predvsem glavna stvar ločitev na cone. To je naša bolnica iz Lorisa, lahko vidite en kup velikih stavb in mi smo to bolnico razdelili na 4 bolnice znotraj ene same bolnice. To v praksi pomeni, če pride do vdora korone v eno enoto, ostale 3 normalno delajo, ker z drugo niso imele nevarnih stikov. Še en primer, vam bom pokazal par slajdov, mi smo za vsako situacijo narisali tudi sheme gibanja. Na vrhu, kjer je zvezdnica, tukaj je vhod v bolnico, je epidemiološka točka, potem pa lahko vidite, kako do vsake stavbe poteka ločena pot, barvno označena, tudi vhodi imajo imena, da tako za zaposlene, predvsem pa za paciente, ne pride do mešanja. Na tej sliki recimo lahko vidite, kako so etaže označene, kje se cone prekrivajo, to so recimo kakšni skupni hodniki, tam mora kader še posebej paziti. Na tem slajdu recimo lahko vidite v zgornjem levem kotu, imamo tukaj dvigala. Eno dvigalo samo za modro cono, drugo samo za rdečo, da ne bi prišlo do križanja. Na tak način smo zelo striktni, to je recimo primer hodnika, tukaj se poti križajo, hodnik je širok, to je recimo varno tveganje, potem pa ločeno na oddelek samo ena ekipa, druga tega oddelka ne obiskuje. COVID oddelek, če do njega pride, zdaj smo imeli za srečo malo vdorov, oddelek postane COVID in ga je potreba ustrezno označiti. Pri bolnikih je treba biti žal rigorozen, trenutno ni dober čas za biti bolnik v smislu družabnih aktivnosti, pri nas je vsak pacient v svoji sobi, če se le da, absolutno ne gre sobe, ves čas maska, ustavili smo tudi konzervativno terapijo nenujnih pacientov,
Izobraževanje pacientov ponovno izjemno pomembno. Pacienti morajo vedeti, da so skupaj z nami v tej igri, temu boju proti virusu in morajo razumeti, imamo povsod ta obvestila, paciente osveščamo, zakaj, kaj in kako in se mi zdi, da se to močno izboljšuje. Varnostni ukrepi, vsi probamo varnost maksimalizirati, kjer se le da, pa da hkrati nekako lahko še normalno funkcioniramo. Seveda, vsem v bolnici mi ob sprejemu, potem, ki bojo v bolnici ostali, vzajemo brise, imamo kot ostale bolnice epidemiološko točko s temperaturami, tako za zaposlene kot za paciente. Pri vratarnici se pri nas vse ustavi. Skratka, nihče ne gre naprej, to recimo je kar primer, to je vhod v bolnico. Tukaj se pacienti ustavijo, vratar ima seznam za vsak dan posebej, kdo pride v ambulanto, kdo za operacijo in vratar pacienta ne spusti 10 minut pred terminom. Lahko pride prej 1 uro, mi ga noter ne spustimo, zato da se v bolnici ne dela gužva, da je čim manj stikov. Potem gre pacient naprej do epidemiološke točke, tukaj lahko vidite, kako ima študentka na levi ima seznam pacientov, epidemiološki list, na desni strani temperaturo meri in potem še na desni sliki lahko recimo vidite trenutno, kako imamo table, označene barve, imena vhodov v paviljone, da ne pride do nobenega križanja. Za konec bi vam še pokazal 2 slajda, kako pomembno je tudi izobraževanje naših zaposlenih. V praksi je tako, ko prvič pride korona v hišo, ali pa drugič, ali pa tretjič, nastane panika. Ljudje so pripravljeni, ampak eno je teorija, drugo je praksa, zato imamo za vsak scenarij tudi za zaposlene navodila. To je recimo primer, kako se obleči, kako se sleči, ko se recimo jemlje brise. Potem imamo še ta slika prikazuje, kako se obnašati, ko se operira korona pozitivnega. Taka operacija ima svoje specifike, tako obnašanje kot zaščite in ponovno mi imamo ta navodila vsa na internetu, na spletu, ki si jih lahko zaposleni kadarkoli pogledajo in so na ta način bolj mirni, ker imajo več znanja in so bolj suvereni. To je iz moje strani v tem trenutku vse, se pa potem veselim naprej dodatne debate. Hvala lepa. Hvala lepa vam, dr. Mihelič. Zdaj pregled dobrih praks bomo nadaljevali s kratkimi predstavitvami in pogovorom. Predstavitve bodo z nami delili Jakob Šušterič iz Mesi Medical, Jure Pučko iz UVC Solutions in pa David Palčič iz Robotine. Glede na to, da bo pogovor vodil Gregor Cuzak, mu kar predajam besedo. Prav tako v pogovoru ni še vprašanj za dr. Miheliča in lahko nadaljujemo. Hvala, Mojca. Torej, jaz k besedi kar vabim Jakoba Šušteriča, ki bo predstavil, kako so oni eni od bolnišnic pomagali tudi s telemedicinsko rešitvijo. Jakob, prosim. Hvala lepa, Gregor. Torej, jaz sem Jakob Šušterič, prihajam iz podjetja Mesi, kjer že 10 let pomagamo zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem zgodaj odkrivati bolezni in stanja, da lahko potem učinkovito zdravijo svoje paciente. Torej, naš produktni portfolio Mesi mTablet je zadeva, je portfolio, ki lahko odločilno tudi pomaga v tem COVID obdobju. Vendar, če grem tudi malo stran od COVID obdobja, tudi sicer s svojo brezžičnostjo, digitalnostjo lahko odločilno primore, da zdravstveni delavci privarčujejo dragocen čas in ga namenijo drugim stvarem, namesto da ga investirajo v administrativne stvari in pa zamudno izvajanje nekih potrebnih diagnostičnih meritev. Zdaj, če se malo dotaknem samega COVID obdobja, z našim mTablet portfolijem, kot ga vidite na sliki, ki je sestavljen iz osrednje prikazovalne enote oziroma mTableta ter brezžičnih diagnostičnih modulov, lahko pomagamo tako pri celoviti triaži pacienta pred sprejemom na COVID oddelek ali pa torej tudi izven COVID obdobja, ker se pacientu lahko naredi triaža, se ugotovi, kakšno je njegovo kakšno je tveganje s tem pacientom in to se lahko naredi popolnoma avtonomno od zdravnika. Zdravnik lahko te podatke pregleda na digitalen način, izoliran od pacienta. Namreč, ko se meritve izvedejo, se te digitalno prenesejo v elektronsko kartoteko,
in so na voljo zdravniku na njegovem računalniku ali tablici. In potem tudi drug način uporabe, namreč sistem je hibriden, se mu lahko prilagodi njegova namembnost, se ga lahko pa prav tako uporablja za brezžično spremljanje pacienta na oddelku. Torej, ko imamo paciente na oddelku in jim moramo spremljati nasičenost kisika v krvi, moramo jim spremljati krvni tlak, mogoče celo srčni utrip z EKG-jem, se lahko te brezžične module namesti na pacienta in se v ločeni sobi spremlja te paciente torej brezžično in spet v tretji popolno izolirani sobi lahko te meritve zdravnik na skupnem centralnem zaslonu tudi centralno spremlja in pa narekuje neke ukrepe. Torej, to je pravzaprav uporaba v COVID obdobju, no, bi pa rad omenil eno zelo lepo prakso, ki se je v Sloveniji izvedla, in sicer bolnišnica Topolšica in torej vodstvo bolnišnice, ne samo vodstvo, tudi vsi zaposleni, imajo ekstremno vizijo in sicer digitalizirati samo bolnišnico. In tako smo prišli skupaj z namenom, da se ne digitalizira samo prenašanje podatkov znotraj bolnišnice, ampak se digitalizira tudi vnos podatkov v bolnišnične elektronske sisteme. Torej, kaj imam tle v mislih? Tle imam v mislih popolnoma vse meritve, ki se izvedejo in ta trenutek ne pridejo v elektronski sistem, ker so reporti oziroma poročila na voljo v PDF formatu oziroma tiskano. Vse odločitve, ki jih na papirju izvedemo, ravno tako ne morejo kar enostavno priti v elektronsko kartoteko in ravno tle je MESI tablet s celotnim portfolijom ponudil tisto, kar bolnišnica Topolšica potrebuje. Torej, pri njih na oddelkih in v ambulantah izvajajo diagnostične meritve z MESI tablet portfolijom, kjer vsa poročila in rezultati pridejo digitalno v njihovo elektronsko kartoteko in tako popolnoma dajo zdravniku to možnost, da prihrani čas in na računalniku spremlja te rezultate in seveda se odloči, kaj s posameznim pacientom tudi narediti. Toliko iz moje strani. Rad bi samo še dodal, da je MESI tablet slovenski razvoj, torej plod slovenskega razvoja, proizvaja se v Sloveniji in zato je še toliko bolj pomembno oziroma zato ga še toliko rajši pokažemo na slovenskem tržišču kot sicer. Hvala lepa, Gregor, za priložnost in sem na voljo za vsa vprašanja. Jaz pa tudi s ponosom povem skupaj s svojo kolegico Mojco, s katero skupaj vodva healthday.si, da je Jakob eden od ustanoviteljev naše skupnosti in se ti tudi za tvoje zaupanje ponovno zahvaljujeva, tako da nas veseli, da tudi v teh časih aktualno, ko ste se pravzaprav že razpršili po vseh kontinentih tega sveta s to vašo rešitvijo, da je tisto, kar je bilo začeto takrat, 6 let nazaj, da se zopet vrača nazaj tudi v slovenski zdravstveni sistem. Jakob, hvala za enkrat. Bomo potem naprej sodelovali v pogovor. Zdaj bi pa Jureta Pučka, s katerim se tudi že zelo dolgo časa poznamo. Jure nam bo predstavil eno zelo, zelo aktualno rešitev. Danes, kot ste opazili, sicer serijo imenujemo s telemedicino naprej, vendar je ta serija narejena z občutkom in zavedanjem, da je to v času COVID-19, so rešitve nekoliko bolj naravnane na varnost. Pri Jakobu smo videli en košček telemedicine, Jure pa definitivno nima telemedicine, ne? Tako da, Jure, prosim, predstavi vašo rešitev. Dober dan, hvala lepa za lep uvod. Sem Jure Pučko, kot že omenjeno, eden od soustanoviteljev podjetja UVC Solutions. Naše podjetje je v bistvu nastalo leta 2016 že in ni povezano s COVID virusom, da bi zdaj zaradi tega prepoznali poslovno priložnost. Tako da se v bistvu z problemom bolnišničnih okužb ukvarjamo že 4. leto zdaj zapored, oziroma skoraj že 5., če štejem že malo dela prej. Z veseljem povem, da je Slovenija trenutno glede na prebivalca naš najmočnejši trg. Mislim, da imamo preko 15 naprav v Sloveniji v uporabi. Večinoma v bolnicah, pa tudi v domi za ostarele. Jaz bom zdaj tukaj probal deliti sliko, pa sem mislil, bom probal zdaj, če še bo tole šlo, da bom kar video prižgal, ki ne bo imel zvoka, ampak samo sliko, tako da se v zadju vrti. Gregor, je to v redu? Se vidi?
Ja, jaz dobro vidim. Okay. Ti kar govori. Namen tega je v bistvu tako, da se vidi, kako naš robot zgleda. Namenoma sem mislil podnapisati, da se to ne podvaja dvojna zgodba. Skratka, mi smo razvili robota na podlagi recimo UVC tehnologije, to je poseben spektr svetlobe, ki uničuje DNA kakršnega koli mikroorganizma. Veliko dobimo vprašanje, ubije tudi COVID? Ja, ker je mikroorganizem in uniči DNA, ubije tudi COVID.